A te vi se en aplavz dali, da ste tle? Ja, dajmo, no? Ja. Ker po moje ste vi sami izjemni ljudje, ne? Ker samo izjemni ljudje hodijo ob 6. zvečer. Sredi Ljubljane, v dežju poslušati in še vse tisti, ki ste na Zoomu, lepo pozdravljeni. Upanje je naš naslov, upanje v družini. Ko vi razmišljate o upanju, kaj razmišljate, kaj ta beseda pomeni? Upanje. Ima v slovenščini take fajn besede. Upam si, drznem si, zmorem nekaj. Ne? Primorci imajo celo, da vprašate, o te prišli v nedeljo k maši, bodo rekli, če bomo upali. A kdo s Primorske? Nobenega ni s Primorske. Oni rečejo, če bomo upali, ne vem kako, je kakšna nevarnost tam, ne? Njih pomeni upanje, če bomo zmogli. Pomeni, da ima ta izraz res v slovenščini veliko teh konotacij in različnih oblik in različnih vsebin. Upali bomo. Kje pa je največje upanje v našem svetu? Ja, gotovo, da je družina tisto največje upanje. Sem vam celo prinesel tle neko knjigo, ki boste lahko kupili, ne? Ples z ognjem. Si lahko napišete kam. Ples z ognjem. To je knjiga za starše mladostnikov. Mislim, da boljše knjige ne morete trenutno dobiti nikje, pa ne zato, ker sem jaz to napisal, ampak ker je to najsodobnejša znanost, ki govori o očetu, o mami, o mladostnikih, ki veste, da danes kričijo na vse grla po dobrih očetih in dobrih mamah. In vemo, da biti mladostnikom starši je zagonetka, je ples z ognjem, je nekaj najtežjega, kar sploh lahko v življenju kdajkoli narediš. Tudi detke in babice boste to zelo dobro vedeli. Najtežji poklic, nobenega poklica ni tako izjemno težkega, kakor vzgojiti otroka. Mi imamo danes računalnike, imamo tablice, imamo internet, imamo vse mogoče izpeljave od Instagramov do, se veste, kaj vse tam ni, ne? Do umetne inteligence, ki danes vsa vzgaja naše otroke. In še vedno pa vemo samo eno, da nihče pa ne more nadomestiti očeta in ne moreš nadomestiti mame. In da sta ta dva res izjemno na prepihu. In kar vam bi jaz rad danes v tehle minutah, ko bomo skupaj, samo eno stvar, če boste odnesli domov. Da je tam ena bistvena razlika med tem, kdo je oče in kdo je otrok. Mama in kdo je otrok. Da tam gre za eno pregrado, za eno, bomo rekli, tektonsko prelomnico. Otroku nikoli ne moreš iskati prijatelja. Če ga iščeš, potem vedno največjo škodo delaš ravno otroku. Otrok nikoli ne bo tvoj prijatelj. Pomeni, nikoli ne bo na tvoji ravni. Ne glede na to, koliko je star. Ne glede na to, koliko so stari starši in stari pradedki in babice stari, v vnuku, če oni iščejo prijatelje ali po svojih lastnih otrocih, vedno delajo to največjo, mi celo danes govorimo za eno tako zelo strahovito besedo, zloraba čustvena, miselna. Ker od otrok pričakuješ, da bodo oni naredili kaj? Ja, tvoj čustveni svet bolj sprejemljiv, bolj lep, bolj zadovoljiv, in če to pričakuješ, potem je vedno tam največje razočaranje, najprej seveda na starševski ravni, ker starši ne bodo nikoli v svojih otrocih mogli dobiti čustvenega partnerstva. Otroci bodo pa seveda se počutili, da jim je bilo oropano otroštvo. In ko vam jaz to govorim, teoretično zelo fajn še sliši, ne? Bomo nocoj šli v jedro tehle odnosov, bomo videli, kaj se tam dogaja. Pa da bomo malo bolj plastični, ne, da se bomo res razumeli. Če vam jaz samo malo pripovedujem o kakšnih zgodbah življenja, ki največ pokažejo. Tamle 3 leta nazaj
je bil v Turčiji potres. In v tistem potresu, kot se spomnite, ne, se je zrušilo tam enih vasi in šol in institucij in vsega tega, ogromno tega se je sesulo. Ker pač karkoli že je ta arhitektura ali ta statika omogočala ali ni omogočala, v glavnem so se sesule cele vasi. Tam potres pač pokaže ne samo, kako so statično stvari urejene, ampak ima tudi svoje žile, ne. Tam imate cele vasi sesute zraven, pa par metrov stran, 10 metrov, se pa nič ne zgodi, ne. Tako daleč gre, ker je pač to notranje dogajanje, nekaj, kar je zelo strahovitega lahko, ne. No, in tam se je tudi ena šola sesula in je bilo vse je bilo zravnano. Torej, zadnje plošče so bile tako nizko kot tale oder. Tam je prišel en oče, gospod, na to gradbišče, ne, torej to sesuto, bomo rekli, pogorišče, oziroma popolnoma do konca razklano šolo, ne, torej samo še betonske tele blokade so molele ven v zrak in kričale po usmiljenju in sočutju in grozi in žalosti in tragediji in je začel tam odkopavati to kar z rokami, ta material. Te blokade je skušal premakniti, pa je seveda ni mogel, ampak je vztrajal in vztrajal, do krvi se je tam že ogulil in ljudje so začeli tja hoditi in so rekli, pa dobro, gospod, saj vas razumemo, da vi niste mogli sprejeti, da je to vaš otrok, pa zelo razumemo, da je to eno krepko žalovanje, da je sprejeti, da se nekoga izgubil na takšen način, mi to zelo razumemo. Razumem vaš čustveni svet, otrok, najhujše tragedije, ki se ti lahko zgodi, kdorkoli ti že umre, je tragično. Da ti umre otrok, je tako do konca tragično, da je nemogoče se s tem enostavno soočiti. On jih ni poslušal in je odkopaval dal. In potem so ga zvlekli na silo dol iz tega, bomo rekli danes, pogorišča, ne, teh betonskih skladb tam, ampak on je šel nazaj. In drugo jutro je bil spet tam. In karkoli so naredili, on jim je na neki način šel tja in klical ime očitno svojega otroka. No, potem pa, ko so oni že poleg teh zgradb in betonskih prekladb vse po drugje že odstranili in našli mrtve in preživele, karkoli se že tam se je pač življenje borilo do tega, da je ostalo, je prišel tudi še en bager tja in začel odkopavati to ruševino in seveda še drugi in tretji in končno so en takšno preklado tudi dvignili tam čisto na koncu te šole in tam ven je pritekel en otrok in je rekel: oči, saj sem vedel, da boš prišel pome. Se vam gre strh po celem telesu, ne? Jaz sem vedel, da boš ti prišel, ker moj oče pride. In sošolcem je povedal, da je bil cel 4. razred, skupno z učiteljico, ne, in tudi ta otrok je rekel tem učencem, torej sošolcem, sem vam rekel, moj ati pride, moj ati ne zataji, moj ati bo vedno prišel. Ati pride. Zdaj se ne vem, kakšnega očeta imamo mi, ste imeli vi ali ga imate vi, ne. Vem pa za enega nebeškega očeta, ki pa vedno pride, ne. Ta pa ne zataji, tega očeta pa poznam, tudi vi ga poznate. Ati pride. In bo prišel. In je prišel. Kaj vam hočemo povedati s to zgodbo? Oče nikoli ne odneha. On gre. Če je vaš otrok izgubljen, če je vaš otrok odšel, če je vaš otrok odšel v, ne vaši vse otroci, ampak imate vi takšne sosede, ne. Ja, otrok je šel na droge, ja, pusti ga tam, ne, on zdaj se uredi, ne, ga bodo že družba, ne ga ulica uredi. Ne, oče gre tja. Oče ne pusti otroka nikoli.
Mi imamo teh zgodb ogromno, ne? In imamo leto Božjega usmiljenja, sveto leto. In to sveto leto bo šlo absolutno mimo, če naši očetje, seveda tudi mame, ne bodo šli tja in poiskali svoj otrok. A je to zdaj neka velika dolžnost? Tudi je. Ampak, dragi oče, draga mama, ne, to je tvoja edina sreča, je tvoj otrok. Tvojem očetovstvo in materinstvo. Če ne greš po njega, si celo življenje nesrečen. In lahko vsak dan tarnaš, piješ v nebo, govoriš o krivici, zlorabi, grozi, razočaranju, besu, jezi, kako te tvoj otrok ne sliši, kako se ni prišel opravičiti, kako je ta otrok grozen, bo že prišel do sebe, očeta je treba spoštovati, to je vse res, ladies and gentlemen, to je vse res. Ampak kdo te pa nauči spoštovanja? Pa nihče drug te ne nauči tega kot tvoj oče. Seveda imate vi najrazličnejše misli zdaj tukaj in ja, kaj vse imamo, mi smo bili vzgojeni zelo drugačne. Večina nas, generacije pred nami, sploh so bile vzgojene v enem takem grozovitem strahu, spoštovanju. In zaradi tega smo imeli toliko vojn in jih še vedno imamo, ne? Ker se ti otroci pa začnejo upirati in če gledate vi samo eno drugo svetovno vojno, boste videli, da je tam bilo ničesar drugega kakor en konglomerat obesnelih mladostnikov, ne, ki niso nikoli dozoreli, od Himmlerja, Göringa do teh, ki so pol Evrope poklali dobesedno, uničili. Kakšna destrukcija teh ponorelih mladostnikov, ne, ki so v sebi doživeli ta obupen, jezen bes in agresijo, nasilje, ki ga niso več obvladali. A so zdaj očetje krivi? Da ne bomo vsoj šli v tle, da so krivi starši. Ne, ampak vi ste pa edini, lahko vedno vstopite v življenje tega otroka. Vedno. In ta otrok vas nujno potrebuje. In imate tamle neko knjigo, ki vam jaz malo tukaj danes prodajam, ne. Otrok tamle star 2 leti se vrže ob tla. Kaj on tam naredi? Ja, zdaj je treba tega otroka, pod tuš nesti hladen, udariti ga, izpostaviti ga, pustiti ga, enostavno iti stran. Ja, vse to vam bodo vse ljudje povedali. Ampak to je vaš otrok, ki je takrat se vrgel ob tla, upam, da vi mene tole razumete, ker si ne more pomakati. In nujno potrebuje tebe, dragi oče in mama, da ga rešita iz tega zla. A ste vi z mano tle, ali ste kam odšli? Drug te ne bo. In je to peklensko hudo. To ni enostavno. Biti starši ni ničesar tako na tem svetu težkega in mogočnega in do kraja izzivalnega, kakor biti dober oče in dobra mama. Vse ostalo je lažje, Vse ostalo je lažje na tem svetu. Od raka premagati je lažje. Vsako bolezen premagati je lažje, kot imeti otroka, ki je agresiven, nasilen, zajedljiv, izzivalen, uporniški, neubogljiv, ki hoče svoj svet uveljaviti. Si ne hoče on svojega sveta uveljaviti. On hoče samo očeta. Oči, a me lahko prideš rešiti mene samega, ker jaz se tega ne zmorem. Jaz se ne morem rešiti sam. Vse, karkoli mi nismo naredili pri 2 letih, piše v oni knjigi, ne, se nam ponovi pri 14, 15, 16, ne. In upamo, da tam pol 18. ljudje odrastejo in gredo v nov svet, ali pa ne grejo. Ali pa so 60 let in se še zmeraj mečejo v tla, ne, pa je malo težje ostati, ne, ampak okej. Gre dalje. Gre dalje. Ste še tle vi? Gre dalje. In še vedno iščemo iste stvari.
Tam gledajte vi našo politično sceno, ne našo, recimo ameriško, ki je malo boljše jo gledati, ne. Kaj delajo ti ljudje tam, ne? Ja, iščejo očeta, nekoga, ki jih bo umiril, nekoga, ki bo povedal, glej, vse v redu. Nekoga, ki jih bo naučil, kako se ne maščuješ stalno vsakemu sovražniku. Kaj smo toliko razklad? Očetov nam manjka. Droge, alkohol, internet, pornografija, vse te moderne elektronske zadeve nam danes naj bi nadomeščali očeta. Kaj dajo? Instantno zadovoljstvo. Samo to je, veste, da to nikoli ne naredi tiste pravega odgovora, ne naredi pravega, zadovoljnega, srečnega človeka. Izgledam na avionih svoj čas, ko so avioni se dvigal zrak, ne, in ko je pristajal, so otroci zmeraj zelo kričali, ne, ker je to takrat v njihovih ušesih, sploh če je kakšen večji avion, ne, v njihovih ušesih so te zelo senzitivni bobniči, ne, ki zaznavajo ta pisk, ne, ta pritisk na ušesa, ne. Če greste vi danes na avion, so otroci tiho. Pojdite pogledati, zakaj? Ker so vsi na tablici. Ker jih ta elektronika dobesedno pošlje, postavi v nek drug svet, ki je tako poln izzivov, ne, da jih dobesedno posrka vase in so tam. Veste, da imamo najhujše bitke danes v vseh družinah, ne, kaj je s temi internetnimi in računalniškimi in tablicami in telefoni pametnimi in tako dalje in tako dalje. To je največ bojev, koliko časa si zdaj na tem, koliko časa nisi, ne. Ločeni starši točno vejo, pri mami ni telefona, pri očetu greš tja cel vikend si samo na telefonu, ne. Prideš domov, imaš čisto rdeče oči, ne, komaj greš še v šolo. Ja, ker je to zdaj nadomestilo, v narekovajih, ne, očeta in mamo. Ampak ti otroci naprej kličejo, ne bo šlo. Da gremo mi samo eno stopnjo nižje, naši možgani zahtevajo. Naš možganski razvoj nujno zahteva starš. Eno je zdaj to čustveno, miselno, religiozno, ne, kar mi zelo dobro poznamo, ne, čustveni svet, kako bomo večno iskali tega očeta. Danes pa mi prihajamo do ene druge znanosti, ne, ki se ji reče nevrološka znanost, nevrologija, in vemo, da se človeški možgani ne razvijajo, če ni očeta in mame. Da iščejo potem po svetu nekoga, ki bo omogočil, da se bodo naši možgani razvili. Upam, da ste vidite res z mano zdaj, ne. Ja. Otrokovi možgani se ne razvijajo, če ni tam mame, ki zna objeti, ki zna pobožati, ki zna razumeti, ki zna dati sočutje. Kaj majhen otrok dela? Majhen otrok pride tja, ne, in vam pokaže igračo. In vi pa glih kuhate kosilo, pa še na telefonu ste s kolegico. Reče, a lahko daš mir? Še stara mama je tam reče, pust mamo, a ne vidiš, da ona kuha? Dobro, otrok gre stran. Še 10 minut pride z novo igračo. In kaj bo naredil? Spet gre tja in spet izsiljuje, imamo mi neki izraz, a bi zdaj ti se meni posvetila? A ne vidiš, da sem na telefonu? Daj mir. Še stara mama pride in reče, a ti res spet k meni z mano se igra? Otrok hoče tega narediti. Prinese še tretjo igračo, še isti poskus. In otrok zamrzne. Rekli, kaj si ti pretiravaš? Ja, to je en primer. Otrok, zdaj bo pa mami rekla, prišla nazaj, pa bo rekla, poslušaj ti, nekaj si mi hotel prej pokazati. Otrok bo rekel, ne bom. Okej, pa neč, če nočeš, zdaj sem ti pa jaz na voljo in ti nočeš tega meni pokazati. A ste še z mano vi?
In če se to zdaj redno dogaja, a veste, koga mi dobimo ven iz tega? Človeka, ki se ne zna ničesar več veseliti. Imate moža, ki je samo doma. Greva na morje, kaj bo tam delala? Ja, dajva iti v kino. Zakaj pa? Greva kakšno predavanje poslušati, kaj pa on ve. Ja, pa jaz bi rada šla kam, se ti najboljš kuhaš. Ničesar več se ne zna veseliti. Imate damo, ki gre na morje, ker tja je treba iti, pride nazaj, kako pa je bilo tam, kako pa je na morju. Nič. Voda, pesek, ljudje. Ja, a nisi šla neč v vodo? Ja, kaj pa želiš v vodo? Ja, nisi neč uživala. Kaj pa je tam za uživati? Ljudje lahko polni denarja, ampak so bili v mladosti ne zaradi enkrat, ker ni nekdo igrače prinesel. A to so otroci, ki so zanemarjeni. Njihovi možgani, Kristjan pove nam to doskrat, danes ne bomo razumeli, se nikoli niso razvili do te stopnje, da bi ti ljudje lahko sploh dojeli in uživali v čemorkoli v tem svetu. A ste še tle? Ne znajo uživati v ničem. Ne znajo biti v odnosih. Vse jim je odveč. Kaj pa bi, ja, samo to, kar ti delaš, ni v redu. Kaj pa bi ti? Ja, ne, samo to ne bi, kar ti delaš. Težko biti poročen s tako žensko, ne? Ali takim mož. Nazaj k pubertetnikom. Pubertetnik bo zdaj hotel vse od vas dobiti, vse tisto, najhujša stvar, ki vam jo zdaj pripovedujem, vse tisto, kar vi nikoli niste dobili od svojih staršev. To hoče on od vas. Gremo dobro. In ne razumeš, da jaz nisem imela nikoli sočutne mame, nikoli me ni objela, oče ni nikoli rekel, da je ponosen name, nikoli me ni objel in ti zdaj tle hočeš. Ja, ta otrok, on ve, njegovi možgani mu sporočajo to, kaj ti nisi dobil. Po ne vem katerih kanalih grejo te komunikacije. Ampak otrok natančno to hoče od vas. In te rekli, jaz ti ne morem tega dati, ker jaz tega nisem dobil. Ker je četrtek, se ne sme lagati, ne? Lahko jutri lažete, po včeraj, ki je bila sreda. Točno to ti veš, natančno, kaj je tisto, kar ti mora, kar ti nisi dobil. Pa veš, kako je treba, veš, kako bi moral dobiti in na kater način in kolikrat. In ko daš, rešiš sebe, dragi oče. Rešiš sebe. Ste še tle vi? Rešiš sebe. Otrokovi možgani se pa bodo razvili. In tam v otrokovih možganih, tam ne piše, v tisti knjigi je malo medicine, noter čisto malo tako za šport, ne? Da je v naših možganih nek instrument, organ, se mu reče hipotalamus, ne? Da je to en možganski ustroj, ne, ki ureja naš pristop do stresa, do žalosti, do jeze, do besa, do veselja. In da takrat, ko se mi soočimo s stresno situacijo, ko te mož grdo okara, a imaš ti v sebi ta mehanizem, da razmisliš, ok, najbrž ima slab dan, to, kar meni govori, ni res, je lahko jezna, besna na njega, mu poveš, poglej, a lahko ti mogoče se malo umiriš, pa se bo midva lepo zmenila. Ali pa začneš vpiti in zmerjati nazaj, tako da vsa soseska sliši. Torej, ali uporabiš odrasel mehanizem, nekako se dogovarjaš, ali pa otroški, ko si bil 2 leti star, si se ob tla vrgel in vpil in vnorel, se veste, kako to gre. Pejte vi danes v kakšno restauracijo. Pejte vi recimo tamle bo, ne vem, v slaščičarno pejte, ne, v kakšen kope. In kaj boste tam srečali? Mama, ki ne zna umiriti otroka. Ga drži noter na vsak način, ne.
Cerkev pejte. Včasih jaz gledam v naši cerkvi, recimo kakšno sredo, ki je čisto polno ljudi, ne, in pride kakšna dama, jaz ne obsojam nobenega, se razumete. Prinese otroka notri, ona hoče na vsak način poslušati petje. Ta otrok vrešči in vpije tako, da prevpije že vse. Ona ga še bolj stiska k sebi in ga tam na pol že udari, kako si nesramen, da meni ne dovoliš, da bi jaz lahko prisostvovala pri sveti maši, ne? To vse oče. Pa to ni mama. To je mama. Otrok je tam, ja, otrok bo moral zdaj razumeti, ne, njene potrebe in želje. Njegovi možgani sploh še niso tam, no, njegovi možgani so pa kje. Njegovi možgani, ko pridejo v eno tako polno cerkev, ne, doživijo en grozen pritisk, polno ljudi. Vse tam kriči, se ne kriči, poje. Za njega je to toliko preveč teh stimulantov, ne, toliko teh dražljajev se v njegovih možganih prebudi, da ne more zdržati. In še mamino grozno anksioznost in notranje napetost doživlja. Ja, in kaj bo zdaj ta otrok naredil? Je začel bo kričati. In mami ga ne razume, ne, bo pa ga še bolj stiskala in še bolj bo stala v takem groznem situaciji, potem ga še udari, ne, in bo ga le nese končno ven in cela cerkev se sprosti. In vsi smo jezni na to mat, ali pa na tega otroka, kako je grozen, da svoj lastni mami, že pred 2 letih je tako razvajen, da ne pusti svoji lastni mami, da bi uživala v cerkvenem obredu. A ni grozen ta otrok? Vse lahko je grozen, samo mame nima. Tam ni mama. Tam je ena ženska, ki na vsak način hoče izsiliti iz tega otroka odraslo dobo. Ja, če vašega moža peljete v eno cerkev, kamor on niti pod razno organsko ne more, bo tudi tam najbrž malo nergal, ne. Moj odrasel človek pa vam bo tudi parkrat dal vedeti, stara, poslušaj to, kar ta on govori, je brez veze, greva ven. Ne, jaz bom tukaj molila zate in tvoje spreobrnenje, ne. Ja, mislim, da ne bosta kaj dolgo on sticer. To je otrok. Kaj vam ta Kristjan govori? Ta otrok si mora šele razviti v možganih to notranjo regulacijo, rečemo temu po domače, mehanizem, da se lahko umiri. Ne more se sam, ga mora mama, imenujemo parasimpatik. Cerkev se umiri, ko gresta ona dva ven. Zakaj? Zaradi tega, ker se v vseh naših možganih takrat nekaj sprosti. In to sproščanje, ladies and gentlemen, je osnovna naloga mame. Mama to laži. Mama je usmiljena. Mami je sočutna. Mami, ki je prava mama, ko otrok zajoče, teče tja. Tudi če je otrok pri očetu in se udari in otrok zakriči, mama teče tja. Ne more ne iti. A lahko ne gre? Ja, ne vem, kakšna mati je to. Ne more ne iti tja. In ne gre tja in reče, kaj mi počneš? Ne, potolaži. Nema. Gre tja. Mama vedno pride. Otrok zboli. Mami ga pelje v bolnico in je tam. Ne reče, zdaj pa jaz službo moram pustiti vse zaradi tebe. Grozen si, poglej, kaj si mi naredil. Uničuješ mi kariero. Prav. Se to lahko vse dogaja. Ampak to ni mama. A ste še z mano videli, tako me gledate, kako govorim nekaj. A je zanimivo to rata? Zdaj bomo šli še naprej. To ni mama in je nesrečna ženska, to je najhujše. Totalno nesrečna ženska je to. To v sebi je popolnoma nesrečna ženska. Če si mama in ne čutiš otrok, si nesrečen. Lahko hodiš po vseh božjih poteh, vseh cerkvah, vse posod moliš.
ti moraš biti takrat doma, ker je tam tvoja Maša, je pri bolnem otroku, ne? Ne, pri meni, pri študentski Maši, je polno ljudi. Tetle, mami, ti umiriš. Kaj pa oče dela? Oče je pa za inicijativo, za ustvarjalnost, za spodbudo, za vero. Ej, dragi oče, to, kar ti verjameš, to mi smo. A veste, da smo natančno to, kar ti verjameš. To vam rekli, s tebe no nikoli nič. Ti danes tle sediš in imaš občutek, da ne bo s tebe nikoli nič. Ne kar tako, ampak ko neko stresno situacijo doživiš v življenju, najprej začneš sebe kriviti, blatiti, sramotiti, itak z mano ne bo nič. Ali pa druge sramotiš in kriviš. Torej se ne znaš umiriti sam. Nimaš v možganih razvite te aparature, ki ustvarja, ki razširja, ki daje svobodo, ki daje inicijativo, ustvarjalnost, spontanost, umirjenost, ki tolaži. Vi danes ste odrasli ljudje, vi veste, da lahko preživiš en večer sama, ne? Ja, žena šla na ne vem, katero klektarski tečaj, ne? Ali pa mož gre v moško grupo in ti si zvečer sama in ti je prav fajn, da ga ni, samo tega ne smeš povedati. Pomeni, se lahko urediš. Se urediš stvari, se pospravi zadeve, se urediš, lohte, ne vem kaj, vse pedikuro, vse se urediš, opereš, skuhaš, daš v hladilnik zadeve, juhe skuhaš, daš v zamrzovalnik, preoblečeš posteljo, vse delaš sama in si čisto okej. Otrok tega ne more. Zakaj lahko ti to vse delaš? Ker tvoji možgani so že razviti do take mere, da ti lahko samostojno deluješ. Otrok, pubertetnik ne more tega, zato vas nenehno draži, Kristjan to nam stokrat pove, draži, izziva, se opira, za nalašč dela stvari, vas jezi na mrtve, samo da bi ga vi umirili. To ni žle, ne dela za nalašč. Ne more se umiriti. Pa ste tle še. Ne more se umiriti. A lahko verjame nekdo vam, da otrok hoče. Tamle, ko so južni pol odkrivali, južno poloblo, tam dolje, imamo Arktiko in Antarktiko. No, in na južnem polu, ne, je tudi to vse zaledenelo, ne. In prejšnje stoletje, ko so tja dol šli z ladjami, ne, so rekli, v redu, peljali so tam 30 mornarjev in izvežbanih ljudi, raziskovalcev, neki bodo šli tja dol in so res šli v južno poloblo in so tam dol od Avstralije naprej potovali in so prišli prav do tistih, prav zgodba pripoveduje o tem, ne, prišli do tega ledu in imeli so hrane s sabo za 2 leti, da bodo lahko, torej ogromna ladja, ne. In ko so zapeljali noter med tiste čeri, naenkrat tam se postavili vetrovi so in se to morje nenehno pozibava, preplavlja, sprehaja, dobesedno se te ledene plošče sprehajajo, in ko zima, ko veter zapiha, ko zaledenijo vse te zadeve ponoči in podnevi, če sonce posije, se spet malo razširijo vse te ledene skale in so to ladjo, tam ti vetrovi so začeli na takšen močan način pihati z juga gor, ne, in iz tega najbolj grobega, mrzlega vetrovja, ne, burje, ne, se je začela samo okrog te ladje nabirati ledena ploskva ena za drugo, tako daleč, da so to ladjo tako okleščile, objele, da ladja ni mogla več naprej. Zdaj so vsi ostali kliščeni v tej ladji. Imeli so pa rešilne čolne
In s temi rešilnimi čolni so pa hitro seveda šli na rešilne čolne in tam na najbližji otok, St. Andrew se imenuje tisti otok, St. John, ne, in so do tja prišli s temi rešilnimi čolni in zdaj so bili pa ujeti vsi pa na tem otoku. Ladja zamrznjena, ne more ničesar več, dal je več ledu, in da ne čakajo pomlad, njihovo tam dole, kaj ne čakajo, ne? Ne bo več, ne. Te čolni pa so z zadnjimi močmi prišli na ta otok, ne, ni bil tudi zaledenel povsem, ampak je bilo vsaj možnost tam bivanja, da so se tam šotore postavili, potem so tam nekaj bivakirali par dni, potem so ugotovili, da bomo mi vsi pomrli. Nihče ne ve za nas. Tam leta 16 prejšnjih stoletje, pred prvo vojno. Nihče ne ve za nas. Zdaj bomo ostali, umrli bomo, kaj bomo zdaj, ne? Hrane bo zmanjkalo in bomo mi odšli. In njihov poveljnik je tam sklical tele može, ki so bili najmočnejši med njimi in je rekel, poglej, rabim poveljnika. Frank mu je bilo tam ime, lahko greste to gledati po vaše internetne strani na Google. A bi lahko ti tle bil, jaz moram iti zdaj dol v Južno Ameriko, ne, poiskati, pa Argentino, ta peklinski otoki, pa to poznate tam spode, jaz moram iti iskati pomoč, ker bi tle zmrznili, umrli, mi ne bomo preživeli. Ampak glej, kaj jaz od tebe pričakujem. Pričakujem od tebe samo eno stvar, da ohraniš upanje. Družina, ohraniš upanje. Če ti upaš, boste vsi pomrli. Jaz ne vem, kdaj se bom vrnil, pridem pa nazaj. Ne vem pa, kdaj bom prišel nazaj. To so bili zdaj meseci. On je odšel nekim rešilnim čolnom, ne. Komaj se je pač izbil ven iz vseh teh ledenih plošč, ledenih skal, ne, ki so stalno potujejo tam spodaj, ne, če greste vi to malo pogledati geografijo, boste videli, kako je to izgleda silno romantično, ne, in vendar zastrašujoče in grozovito, in so prišli tam potem do suhe zemlje, ne, in še tam morali premagati, ne vem koliko nekih skal in hribov, da so končno prišli do ljudi, ker tam dol ni kakšne velike populacije. In zdaj treba iti nazaj te ljudi iskati. A bodo preživeli ali ne bodo. Ladies and gentlemen, poslušajte, dragi ljudje, mi smo skozi le, a bomo preživeli ali ne. A vi verjamete v vaše otroke? A vi verjamete v vaše može in vaše žene? In če ne morete, a lahko vse naredite, da boste lahko verjeli v njih. Ker je v vas za to. Ja, moj otrok je nemogoč. Prav, ti lahko narediš, da bom postal mogoč. Kam pa greš, ko ti je hudo? Ja, k mami greš. Kam pa greš, ko ti je grozno, ko si razočaran, ko se ločuješ, ko se vse se stoji v tem svetu? Ja, greš k mami. Če te ona nažene, nimaš več kam. Če vi vzamete samo eno zdaj vam jaz to zgodbo povedal do konca vsekakor. Ampak, ko danes vi razmišljate, če ste v kakšni krizi, a bi šli vašim staršem to povedati, ali jih je treba zavarovati, da ne bodo trpeli zaradi vaših bolečin. Jaz ne bom rekel, da če to delate, da pol nimate staršev, ne, je bila preveč kruta. A vaši otroci lahko pridejo k vam kadarkoli, s čimerkoli in dobijo pri vas razumevanje. In dobijo pri vas razumevanje. Ali dobijo, smo ti itak rekli, si delal po svoje, da si pa pripiši, kar si skuhal, pa pojej. To je ljudska govorica. To ni mama, to ni Bog. Bog je v mami, a redu? Oče, v tebi je Bog. Drugega ne poznamo. Je še v cerkvi, pa je v nebesih, ampak tle na zemlji je v tebi utelešen. Zato ga imenujemo oče. Ga mi ne imenujemo oče, kar tako, ker je to na tako lepo ime. Ne, on je oče, ker ima očetovske značilnosti.
V redu, tile fantje so zdaj tam dobili rešilne čolne in so dobili novo ladjo in so po 2 poskusih končno zdaj za las prišli nazaj na tisti otok. In na tistem otoku so tvegali, so rekli, a bomo mi koga še tam srečali po enem letu. Tam jih je pa ta Frank streniral, da so vsako jutro vstali in bili tam po celem otoku, pritekli vsi v zbor pred obalo. Vsako jutro. Zastonj, toliko in toliko dni mesecu. Ampak upanje. Pa so bili razočarani, ne, mi držimo upanje. In če ne bi on tam verjel, oba verjela, da lahko oni preživijo, oni bi se pomrli. Ampak nekdo je verjel za njih. Nekdo je za nje verjel, da je to mogoče. Oče, ti verjameš vase, da si zadosti dober oče, da boš ti zdržal katerikoli mraz tvojega otroka, katerikoli let, ki se nabira okrog njegove ladje. A to verjameš? Ker si ti edini, drugega ni. In če ne moreš, da je moral. Drugega nimamo na tem svetu. A je še kdo na tem svetu, ki lahko to naredi? Ga ni. V naravi ga ni, ne? Se naredijo kakšni vzgojitelji, pedagogi, terapeuti, ne vem, se naredijo ljudje. Kakšno ni oče, hočete pa od očeta to dobiti. Hočete dobiti to od mame. So oni prišli tam do obale, toliko delež stran, ne, da so lahko za daljnoglede gledali, so videli ogenj tam in ljudi so rekli, so tukaj. Ostali so. Zato, ker je nekdo verjel. Ker je nekdo izmolil. Ker je nekdo bil tam. Jaz bi teh 30, 32 ljudi, koliko jih je bilo, bi pomrli. Vete, gled to na ugled. Pomrli. Ker je nekdo, ki je verjel. In ta vera je peljala skozi vse čeri. Ga ni ledu, ni mraza, ni vetra, ni poloma, ni polomije. Če oče tam ostaneš. Zdaj vi mene tle slišite, kaj se nam boš ti nocoj še nalažil. No, nič ne nalaga. In oče, in se ti uresničuješ. Potem si ti oče, če tega ne delaš, si nesrečen moški. Nikoli zadovoljen, ker otroci te ne morejo zadovoljiti. Otrok ni tvoja posest, draga mama. Otrok je tebi dan, da mu ti razviješ sočutje, usmiljenje, možgane, da bodo lahko se srečali, soočali z stresi življenja. To je tvoja naloga. Da razvija svoj intelekt, da se notranje umiri, da je sposoben prenesti jezo, bes, razočaranje, žalost. To so čiste organske zadeve. Ko ste vi besni in jezni, kaj se z vami zgodi? Razneslo vas bi, ne? Rečejo kakšni ljudje, me bo razneslo, ne? Rečeš, povej, kdaj bo to, da bom jaz na varnem. Eni jokajo, to neutolažljivo, nenehno. Drugi so zavisni. To so vse organske, telesne zadeve, a niso. Od kje pa prihaja? To je čisto telo. In je, kaj? Naši možgani so narejeni na način, da se vse to ureja. Ste še z mano? In kdo ti to naredi? Ja, dobra mama in dober oče, ob njih ti možgane razviješ ali jih pa ne razviješ in si potem nasilen, pretepaš svojo ženo, ne? In reče, ga je že izzivala. Drage dame, vi lahko ne delate ne vem kaj na tem svetu. Te moški udari, te že policaje ve, da dajo kiblo in odpeljajo. Ker si udaril zaradi sebe, ne zaradi nje. Ko otroka udariš otroka za vzgojo, ne lagati, ker je četrtek. Nikoli nobenega otroka se ne udari zaradi vzgoje.
Zato, da ga umiriš, ne zamrzneš ga. In to stane otrok. In to stane v otroku. In otrok v odrasli dobi ta skript ponavlja. Otrok je bil pretepen kot starš, ima zelo velike možnosti, da bo pretepal svojo ženo, če ne bo, bo pa svoje otroke. In gre dalje. To so telesni spomini. Da ne verjam. Tamle dol v Murglah. Pa ne mislim jaz, da dol živi bivši predsednik. Ampak v Murglah so imeli neko vrtec, ustanovo vrtec, ki so ji rekli Kengurujček. Par let nazaj. In tam v tistem Kengurujčku, so naenkrat prišle, torej privatni vrtec, ene strahotne morilske novice ven iz tistega vrtca, da tam otroke pretepajo, dušijo, da če nočejo govoriti, če nočejo zaspati, jim daje pošter gor na obraz in tiščijo dolgo časa, da otroke dobesedno odnesvestijo in dajo mir. Na iglo. Sem mislil, da ni nobenega ziga. Ja, hvala. Na iglo. Brala je gospa, to je res, torej je res. Kaj bi gospa, ki ste ga na krasno malo drugačne tle sedela? Mislite, kdo lahko to dela? To je delala ženska. Ženski vrt. Kdo lahko to počne? Vi si tega ne predstavljate. Tega si ne moreš predstavljati. Kako lahko si ustvariš vrtec, kjer mučiš otroke? Ne me pa dobro poslušajte. Ta ženska je imela ta zapis v svojih možganih. To se je dogajalo njej. In je zdaj to isto stvar, ne da bi hotela, vedela, delala na novih otrocih. Tako smo mi ustvarjeni. V cerkvi temu rečemo izvirni greh, da poveste kaj. Nemogoče, da bi to delala katerakoli ženska, še tako podivjana, ne pa mama. Če ne bi imela tega izkustva, ki ga zdaj ona direktno obnavlja, ponavlja in si zato naredi vrtec, kjer to počne. Ljudje si sicer poustvarimo družino. Ali pa greš v klošter, veste, da tam mi delamo iste zadeve. Tisto, kar smo doma imeli, vsi tle zdaj že dobimo, mi so brate, s katerimi igramo isto igro. Včasih nas gledate, rečejo, če so pa tile, kakšni verni ljudje, pa tu. Kaj se v cerkvi pozna. A tile škofje se pa res, da moramo bolj po teh govoriti, res ne morajo vse pa zmeniti. Ne, so vsi svojih familij in so si tudi tle ustvarili en vrtec, kjer se igrajo, mitra z mitro, a ne? To so fajn tu naše škofje. A ste vi še ste? Ni očeta. Oče to reši. Kje? Ja, če ne pri 2 letih, pa v puberteti. Ko razume, da ta njegov otrok ni žleht, ampak ko zanalašč ga ni domov do 2 zjutraj. Da ga počakaš in rečeš, glej, bomo jutri probala drugače. Ko pride pijan domov, ko te na policijsko postajo ob 3 zjutraj pokličajo, ker so tam ga ujeli, da je prodajal droge. A greš tja? Ja, to je tvoj otrok. Ne, jaz pa ne bi šel po njega reči. Ne bo dan do jutra, ne se nauči. Ampak to je tvoj otrok, ladies and gentlemen. Nis torkoli. Ker je on to naredil zato, ker tebe kliče. To je ta potres v Turčiji. To so te ladje tam gor
dol moramo reči na južnem polu. Ukleščene v led. Ta vaš otrok je ukleščen v led in čaka, a bo kdo prišel po meni. A vi vse četrtke takole gledate ljudi, ali samo danes je to tak dan, ne, se gleda, ne. Zakaj ni oči? Ja, to je, če bi jaz imel odgovor, vam bi ga sigurno dal. Ja, tudi tam. To se generacijsko prenaša in veliko teh generacij se potem dobesedno izgine, se uničijo v sebi. Poglejte vi vaše generacije, oziroma mojo familijo, tam iz 1587, kdaj so prvi zapisi. Ene 3 generacije so propadli, sploh ni več. Osrednja je pa ostala, sicer večino v Ameriki, gostečniki, ampak evo, osrednja pa je ostala. Drugo je pa se razšlo. Zdravo ostalo. Koliko je pa tle noter zdaj, koliko je pa tle noter zdaj te groze, poglejte vi tole Bogo Gazo. A veste, kdo tam skrb živi? Terorist, talc, njegova žena in otroci, ne, in še vsa soseščina. In potem pride in razsujejo vse. Kako bodo ti otroci njihovi zdaj živeli? Sploh nikoli niso živeli izven vojn, skozi so vojn. Njihovi očetje so teroristi. On čez politike zgadi. Kaj je v teh otrocih? Njihovi možgani so preparirani s samim nasiljem in sovraštvom. Ni očeta, ki bi to rešil. Ni očeta, ki bi to rešil. Še Boga prisilijo, da mora z njimi sodelovati. Sovražiš Arabe, sovražiš Žide. Se pri nas imaš, sovražiš Srbe, sovražiš Albance. Ne vem koga. Oče, a verjameš? Jaz lahko živim naprej. Nizozemska, se jaz moram končati, ampak ne bom. Ne. Nizozemska. Ste vi že kdaj slišali za Nizozemsko? Se imenuje Nizozemska. Pomeni, da je tam 3/4 te zemlje je nižje, kakor je nivo morja. Kako so oni to dobili? Tako da so tam s čolni prišli v toliko časa tole nasipe delali, ne, da se je potem voda toliko dvignila, da se je lahko izčrpali ven tam in te zidove pomikali naprej in naprej, ne. In en dan, ne, se je tam en nasip začel rušiti. In so vedeli, da bo ta zemlja šla, da bodo zalili celo vas. In ljudje so začeli bežati, vse karkoli so že imeli, ne, Nizozemska. Karkoli so že imeli s kolesi, vozovi, konji, vodo, vse, kar so imeli. Naložili najbolj dragocene stvari in odpeljali. Peljali ven. Tam se bo pojavil en človek, ne, je šel in je tam gor na ta zid z golimi rokami začel tisto držati. Ljudje so rekli, se ta človek ni normalen. Potem se mu je pridružila še žena. Otroci niso imeli kam iti, so šli tudi tja gor. Potem pa še sosed rekel, ta zemlja, moj oče, star oče, jaz, moj sin, ne bom pustil, da ta zemlja propade. Je šel še on. Na koncu so imeli 7 ali 9 vrst ljudi, ki so drugega držali, da je tisti betonski, kaj so imeli, zid obstal. Lernine urje minila. Kdo je zdaj rešil to Nizozemsko tam, v tistem delu? Ta zadnji, ki je prišel, ta prvi, ki je bil gor, nekdo, ki je verjel.
Nekdo, ki je verjel, da je to možno. Nekdo je prišel tam in je verjel. A verjameš, da ni poplave, če nekdo verjame in začne sodelovati. In družina je to upanje. Ko oče začne in se pridruži mama, je ni stvari, ki ona dva ne bi zmogla. Je ni stvari. Je ni stvari, ki ne bi zmogla. Tam začneš moliti. Otroci ne hodijo v cerkev, vnuki ne hodijo. Bosta pa vidva začela. Pa vidva tja šla. Pa vidva prijazna. Pa vidva povabila. Bosta rekla, ne bo vabila ateistov več na velikonočni zajtrk. Da hodijo v cerkev, tudi vinskega želodca ne bodo jedli. Še manj pršuta. Ne bodo doma. Če imajo samo še velikonočni zajtrk, ne pridejo tja. Mami, bodi prijazna. Sem pa prinesla še iz cerkve za vas. Lahko narediš, draga mama. A imaš še kaj močnejšega na tem svetu? A še kaj močnejšega? Zdaj, vi imate tole 45 minut, jaz sem že čez uro. A veste, da vi mene poslušate že celo. Ampak eno stvar vam pa še moram povedati. Harvard, ste že kdaj slišali, da je na veliko univerza, tam v Ameriki. Ne? In tam sta na ta Harvard prišla nekega popoldneva pa človeka. Nekdo me je prišel že iskat, da je konec, se bomo sam še tvoje. In rekla, da hočete videti rektor. Harvardska univerza je bila prestižna. Malo 20 prejšnjih stoletij. Ne morete, ni rektor, ni dosegljiv. In ona dva sta rekla, ok, bova počakala. So jim rekli, da ne gresta domov, da nima smisla, da on ne bo jih sprejel. In ona dva sta tam čakala. In potem, ko so oni videli, da v bistvu nima smisla, da se z njimi prerekajo, en popoldne pa rekli, pa petek njemu ima pol ure časa zavarjal, karkoli. Ona gre v njegovo pisarno in je rekel, kakšne želje pa imata vidva? Rekla, vidva sta oče in mama, pa zakonca, pa imela sina, ki je študiral na tejle univerzi, salmonela, pravi, da je to katastrofalna bolezen. Mama je vzela sina, življenje. In kaj vidva zdaj želita? Ja, rada bi mu postavila spomenik. Ta rektor je pač s prezirom vedel, vidva, spomenik, vajni sin, pa se to ni v redu. To je proti vsem pravilom. Kaj mislite, da bomo zdaj mi za vsakega otroka, vsakega človeka, ki je tle študiral, se mi bomo imeli cel Britov na mesto univerze? Rekla, ne, midva ne bi naredila spomenika, midva bi naredila eno zgradbo, tako prestižno, veliko, kjer bi vi začeli nove raziskave, kjer bi vi znanost skrili. Ta rektor je rekel, mi je zelo žal, da vidim, da sta vidva tega zmožna. Ona dva sta se samo pogledala, sta rekla, ne bova stavbo naredila, ampak bova naredila kar novo univerzo. Šla v Kalifornijo, tam na Palo Alto, v južnem delu tega zaliva tega San Francisca. Je danes univerza Stanford. Je najbolj prestižna, kar se tiče vse moderne tehnologije. Slovenci delajo tam umetno inteligenco, Jure Leskoč, ste kdaj slišali za njega. Ona dva sta to. Oče, malo. Bova pa za sina to naredila. Pa imela univerzo. Ok. Rada tudi vi kakšno univerzo spomnila vaše otroke. Naj vas Bog žegna, v redu? En aplavz si dajte, ne? Ja.